Pozdravljeni in dobrodošli vsi, ki ste se vzeli čas za nas in se odzvali našemu vabilu. Lahko bi rekli na obisk. Prišli ste v naše stanovanje. Novo in razborljivo, za nas nekaj domačega in upamo, da kmalu tudi za vas. Stanovanje lahko rečemo je takšno, kakor bi moralo biti vsako stanovanje, v katerega se človek z veseljem useli in biva. Pa vendar, bolj kot udoben kavč, je pomembno, da komaj čakaš, da se van zlekneš, na njem stekneš utrujene noge in imaš dobro debato s prijatelji. Bolj kot nova posoda in več funkcijska pečica je pomembno, da iz kuhinje zjutraj zavonjaš kavo in slišiš rožljanje žlic. Bolj kot sveža, dišeča posteljnina je pomemben tist blažen občutek po napornem dnevu hitenja, ko veš, da te čaka in da se v njej skriješ do novega jutri. Da, bolj kot nove, lepe stvari so pomembni občutki, ki se takrat v nas porajajo. To je duša stanovanja. In ta duša loči stanovanje in bivanje v njem odličnega pohištvenega centra, ki življenje le simulira. Novo stanovanje in hkrati obdobje, v katerega vstopamo, nam, mladim, ponuja izkušnje, ki jih potrebuje vsak, komur je cilj samostojno živeti in je dovolj pogumen, da to tudi preizkusi. Hvala, da dobivamo to priložnost. Dovolj pogumni pa ste bili predtem že vsi vi, ki ste verjeli in kakorkoli v manjši ali večji meri pripomogli, da danes stojimo tukaj. Med temi najprej k mikrofonu prisrčno vabim direktorja Zavoda Sirius Kamnik, gospoda Gorana Pavliča. Spoštovani župan občine Kamnik, gospod Matej Slapar, dragi otroci, mladostniki, starši, sodelavci in vsi drugi. Pravijo, da je lahko govoriti nekaj in o nečem, a nekaj drugega, povsem nekaj drugega je to storiti, uresničiti v praksi v vsakdanjem življenju. Učno stanovanje, pred katerim stojimo, je rezultat takega dela, ne zgolj razmišljanja. Je del zahtevnega projekta, ki se imenuje spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz evropskih socialnih skladov. Projekt smo začeli izvajati leta 2017, končali ga bomo leta 2022, kar pomeni, da imamo pred seboj vsaj še 3 leta, da omogočimo našim mladim dijakom in dijakinjam čim več priložnosti za učenje samostojnega, neodvisnega življenja, ki ga inštitucija, kakršna je Sirius, ne more zagotoviti v taki meri, kot ga lahko učno stanovanje. Nanj smo zelo ponosni, saj bogati ponudbo storitev in dejavnosti, ki jih zagotavlja Sirius, obenem pa predstavlja del mreže ljudi, ustanov, organizacij, inštitucij, društev, zavodov in posameznikov, ki v Kamniku praktično uresničujejo ideje opolnomočenja ranljivih družbenih skupin, pravičnosti, samostojnega in neodvisnega življenja ter tega, kar sicer imenujemo približevanje trgu dela. Zlasti slednje je izjemno zahtevna naloga, kajti še vedno se dogaja izključevanje invalidov, mladih s posebnimi potrebami, ki se izobražujejo in usposabljajo, potem pa pogosto zmanjka zadnji kamenček v mozaiku življenja,
ki predstavlja zaposlitev in ustvarjanje materialnih pogojev za neodvisno življenje. Tudi to se bo v prihodnosti izboljšali, ker verjamemo, da se bo in delamo na tem. Torej imamo upanje. Učno stanovanje je zato delček, ki pomaga našim mladim dijakom in dijakinjam, da se dokažejo in da pokažejo vsem drugim ljudem, kako dobro so usposobljeni za samostojno življenje. Kot direktor Sirius Kamnik se na tem mestu zahvaljujem sodelavcem in sodelavkam, ki vodijo projekt spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje, da so poskrbeli ne le za besede o pomenu učnega stanovanja za naše dijake in dijakinje, ampak so ga tudi praktično pripravili za to, da opravi svojo nalogo. Že čez nekaj minut se boste lahko vsi prepričali, kako lepo in uporabno je. Hvala vsem in srečno! Hvala za vaše besede. Danes je resnično dan, na katerega smo dolgo čakali. Dan, ko se zjutraj zbudiš in veš, da te čaka nekaj pomembnega in lepega. Naša Anja bi rekla, kar zaigrala, dan najlepših sanj. Hvala, Anja. Naše stanovanje se nahaja v središču lepega in prijaznega mesta Kamnik. V čast nam je, da lahko k nagovoru povabim župana občine Kamnik, gospoda Mateja Slaparja. Hvala za besedo, spoštovani gospod direktor Goran Pavlič, spoštovani vodja projekta Klemen Rutar, dragi zbrani, gostje, dijakinje, dijaki, učenke, učenci, en lep pozdrav in dobrodošli v občini Kamnik. Zdaj, občina Kamnik je ponosna na to, da imamo največji oziroma en večjih centrov za usposabljanje invalidne mladine Sirius Kamnik in njihovo dobro delo, njihov dober glas se sega širom naše države in tudi širše. In eden izmed projektov, ki so se ga lotili, je tudi ta današnji odprtje tega stanovanja. In ta stanovanje je situiran tukaj v mestu, tam, kjer rečemo, da se dogaja, in tukaj okoli tega stanovanja imate tudi tisti, ki ga boste uporabljali, en kup dobre družbe. Tukaj zraven je dnevni center za otroke s posebnimi potrebami. Zraven imamo tudi še kup drugih ustanov in prostorov druženja, kjer se podobno in dobro misleči ljudje zadržujemo, in jaz mislim, da je lokacija te dnevne sobe, tega stanovanja naravnost idealna. Jaz vam želim vsem uporabnikom te sobe, tega stanovanja, da boste noter dobre volje, da se boste noter tudi odpočili po naporih, ki jih doživljate v šoli in pri drugih obveznostih, in da bo to prostor prijetnega druženja, katerega
Verjamem, da boste delili tudi za sosedje in prijatelji tukaj okoli. Tako da jaz vam iskreno čestitam za to novo pridobitev in še enkrat se je izkazalo, da je Evropska unija, ki nas povezuje, vlaga tudi pod projekte, ki so za širši družbeni prostor in za razvoj okolja zelo pomembni in tole jaz mislim, da je en od dobrih projektov. Poleg tega stanovanja je cilj tega projekta, katerega vodja je gospod Rutar, tudi vključevanje otrok, mladih s posebnimi potrebami tudi v delovne procese, v iskanje zaposlitev in tudi tukaj mislim, da lahko tekom projekta in tudi brez njega ogromno naredimo. Tako da hvala Evropski uniji, hvala vsem, ki vodite ta projekt, hvala Zavodu Sirius za to, da delate ta svet lepši, boljši in da izboljšujete pogoje našim najmlajšim, posebej tistim, ki so nemalokrat prikrajšani za marsikaj. Tako da iskrena hvala vsem, pa naj ta soba, ta stanovanje dobro služi svojemu namenu v teku projekta in tudi v prihodnje. Hvala. Hvala za vaše besede. Danes je resnično dan, na katerega smo dolgo čakali. Dan, ko se zjutraj zbudiš. Prosite, hvala vam za vaše besede, pomoč in podporo. Ko pridemo nekomu na dolgo pričakovan obisk, ima marsikdo lepo navado, da prinese s sabo darilo. Svoje darilo ob obisku nam bo sedaj zapela tudi Urša Podboj. And that you feel the man is there for me. And you know the world. Am I not find someone like you? I wish nothing but the best for you. Don't forget me, I beg. I remember you say sometimes it's less in love, but sometimes it hurts instead. Sometimes it's less in love, but sometimes it hurts instead. You know how the time flies only. Yesterday was the time of our lives. We were born and raised in a summer haze, bound by the surprise of our glory days. I hit the sun, but out of blue, and I tried to stay away. I couldn't find it. I hope to see my face, and that would be reminded for me. Isn't the world? Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you.
don't forget me, I beg. I remember you said, sometimes it lasts in love, and sometimes it hurts instead. Nothing compares, no worries or cares. Regrets instead, instead memories made. Who have not how bittersweet this would taste. You might not find someone like you. I wish nothing but the best for you. Do not forget me, I beg. I remember you said, sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you. Do not forget me, I beg. I remember you said, sometimes it lasts in love, and sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts in love, and sometimes it hurts instead. Yeah, yeah. Hvala Urša za melodično darilo Adele, Someone Like You. Učno stanovanje je nastalo pod okriljem evropskega projekta Socialna vključenost mladih v lokalno okolje, SVLO, katerega koordinator je dr. Dušan Rutar, ki ga vabim, da nas nagovori. Spoštovani vsi, ki ste se odzvali našemu vabilu, da ste danes tukaj, dovolite mi, da spregovorim, zakaj se stanovanje, pred katerim stojimo, imenuje učno stanovanje. Zakaj ni preprosto stanovanje? Česa se učimo v stanovanju? Ko so ameriški psihologi pred 30 leti začeli razmišljati o eni ideji, ki se imenuje učeča se skupnost. To je lahko majhna skupina ljudi, kot je družina, lahko je velika skupina ljudi, danes poznamo mesta, ki se spreminjajo v učeče se skupnosti, je hitro postalo jasno, da so učeče se skupnosti tiste skupine ljudi, ki živijo skladno s 3 principi. Samo s 3. Kar pomeni, da je, to že lahko slutite, učno stanovanje, pred katerim stojimo, zgled. Zgled za kaj? 3 principi, kot sem rekel. Prvi princip je, v učeči se skupnosti imajo vsi člani, vsi pripadniki te skupnosti enake možnosti, da vplivajo, kako se bo ta skupnost razvijala, da povejo svoje mnenje, da povejo, kako jo organizirati in tako dalje. Vsi imajo torej enake možnosti. Že v začetku nihče ni izključen, nihče nima več možnosti in nihče jih nima manj. Drugi princip, po katerem delujejo učeče se skupnosti, je, da imajo vsi člani te skupnosti enake možnosti za zadovoljevanje svojih interesov, motivov, želja, potreb in tako dalje. Kar pomeni, da v učečih se skupnosti ne potrebujemo izraza ljudje s posebnimi potrebami, ker ni takih ljudi. So pa ljudje, ki imajo še različne potrebe in želje in interese. In še tretja značilnost, tretji princip, po katerem deluje učeča se skupnost, vsi člani skupnosti
so med seboj čustveno povezani. In vsi si med seboj delijo dogodke, vsakdanja življenja, ideje, spomine, emocije in tako dalje. Zato stojimo pred učnim stanovanjem in učimo se tega, kar sem povedal. Tudi jaz bi se na tem mestu zahvalil svojim sodelavcem in sodelavkam, ki so opravili izjemno veliko ur dela, da je stanovanje tako, kakršno je. Ravno tako bi se zahvalil Evropski uniji, da je ta projekt sploh nastal, je mogoč, ker ga denarno podpira. Enako velja za ministrstvo za izobraževanje. Enako velja za množico ljudi, ki jih ne moramo menjati vsakega posebej, ker bi to predolgo trajalo, ki so partnerji na našem projektu, bodi si lokalni partnerji v Kamniku, bodi si širše po Sloveniji. Še enkrat prisrčno vabljeni v učno stanovanje in hvala, ker ste prišli. Hvala za besede in delo. Naš Sirius živi že mnoga leta in v tem času so se pri nas šolali in bivali mnogi mladostniki. Mnogi se radi tudi vračajo k nam. Uroš Koščak, ki mu klaviature niso tuje, se danes vrača s svojo pesmijo.
Hvala, Uroš, dobrodošel še kdaj. Da, nekoliko neudobno in hladno je dolgo zveniti pred vrati, da se ta odprl. Dolgo smo čakali in zvonili, se trudili, urejali, čistili, merili, kupovali, pospravljali. In danes se nam vrata odpirajo na stežaj. Prerez rdečega traku bo simbolen začetek poti skozi ta vrata stanovanja in prihodnosti v vseh projektih, ki bodo tukaj od danes naprej potekali. Trak bo prerezala ena od aktivnih dijakinj v projektu Socialna vključenost mladih, Tina Žinger, ter direktor Sirius Kamnika, gospod Goran Pavlič. Se lahko naredi še kakšnega bližnjega posnetka? Seveda. Tako, vrata so odprta, trak prerezan, sedaj pa dobrodošli na obisk. Tako, vrata so odprta, trak prerezan, sedaj pa dobrodošli na obisk.